tekmovalke, čez 2 minuti sledi ogled smeri. Torej, ogled smeri, na to pa izolacija, zato imajte pri sebi vso opremo, ki jo boste potrebovali potem za tekmovanje. Čez 2 minuti torej ogled smeri, na to izolacija in ob 3 veliki finale odprtega državnega prvenstva. Na tem, kjer bo predupeto, to je ta drug, si rekel. Dobro. Ja, tam daj že not. Pridaj not, da preštimo. Zdaj morate biti, ko bomo delali preview. Onda bomo ove stripke. Ja, tega pa vabi. Koliko imamo naprave? 2 minuti. Tekmovalce, finaliste, vabim k ogledu smeri. Torej, finalistke, finalisti, kje ste? Mora vas biti 12. Čas plezanja je 6 minut, maksimalni čas plezanja. Enak za moške in ženske. Prvi, kako ni? Čas plezanja. Glejte, smer se začne tukaj in gre tako. Gore. Dva, tisto, kjer ti moški in si ženski. Vrata levo, vrata. Glejte. Aha, ta je tudi. Ta je tudi ženski. Aha, glejte, vsi grifi, ki imajo menstruacijo, so samo za ženske. Se pravi, ta, ki je še ta, so samo za ženske. Moški ste končali nastop, če ne boste haklali. Daj, ti povej. Mlada dama, slušam. Pa ni jasno, ni da vidiš v nekih pač. Mikić! Četvrtka je se zabil. Ej, še ruku. Miha! Evo ga! In sicer po naslednjem sistemu začele bodo dame, torej prva, ki bo nastopila v velikem finalu, Marta Krajan-Čokl ostane tukaj, vsi ostali tekmovalci in tekmovalke odidejo v izolacijo. Ko bom dal torej znak za izolacijo, boste vsi tekmovalci, razen prvi, ki bo nastopila v velikem finalu, odšli v izolacijo. 9 minut še za ogled tekmovalne finalne smeri, potem pa bo šlo v letošnjem odprtem državnem prvenstvu v lednem plezanju v Domžalah čisto zares. Za vse gledalke in gledalce velja, da ostanete za rdečo črto. Razlika v primerjavi z dopoldanskimi kvalifikacijami pa je tudi v tem, da navodil tekmovalcem ne boste smeli dajati. Torej, ko je tekmovalec oziroma tekmovalka na progi, mu občinstvo ne sme dajati navodil, kaj naj naredi, sicer sledi diskvalifikacija. Torej, opozorilo, ki ga bom potem še enkrat ponovil, navodil od občinstva v velikem finalu potem ni več. Toliko za enkrat, torej nekaj glasbe nas še ločuje od sklepnega trijanja letošnjega finala. Poglejmo še enkrat, kdo so finalistke oziroma finalisti. V ženski konkurenci Marta Krajan-Čokl, Katja Brunec, Nadja Korinšek in Maja Šuštar-Kapjan. Med moškimi Marko Kuna, Vili Gučak, Tine Cudar, Nace Grigorinič, Milan Makojevič, Sebastian Leskošek, Nejca Anžlovar in Bor Levičnik. Tako, povedali smo, kar je bilo ključnega, zdaj pa še nekaj minut za oddih oziroma
nekaj minut, da si tekmovalke in tekmovalci ogledajo tole finalno postavitev, potem pa začnemo z velikim finalom in prvo tekmovalko, ki bo nastopila Marta Krajan-Čokl, alpinistični klub Ravne na Koroškem. Prva tekmovalka, ki bo začela današnji veliki finale, Marta Krajan-Čokl, alpinistični klub Ravne na Koroškem. Finalistke in finalisti, torej v izolacijo, čim prej. Ja, greš pozdrav, da bo navijal. Osebje. Silvija. Tisti, ki boste varovali in ostalo spremljevano, osebje naj se pripravi za začetek tekmovanja. Za vse obiskovalke in obiskovalce velja, da se zadržujete za rdečo linijo, da torej na tekmovališču zaradi varnosti ni nikogar. Ponovimo še enkrat pravilo, ki velja za vse obiskovalce in obiskovalce. Navodila tekmovalcem niso dovoljena. Navijanje vsekakor čisto na glas, ploskajte, kričite, žvižgajte, kakor želite, ampak navodil tekmovalcem pa biti ne sme. To se razumemo, ne? Dobro, hvala lepa. Še nekaj trenutkov nas torej ločuje od velikega finala. Poglejmo še enkrat, torej, kako bodo v ženski konkurenci nastopile današnje finalistke. Najprej Marta Krajan-Čokl, alpinistični klub Ravne na Koroškem, za njo Katja Brunec, alpinistični odsek Kranj, Nadja Korinšek, AO Trbovlje in na koncu Maja Šuštar-Kapjan, AO Domžale. Torej, to bo ženski del velikega finala, na to sledi še moški del in potem bomo na koncu vedeli, kdo so naši najboljši letni plezalci oziroma plezalke. Še nekaj trenutkov torej do začetka velikega finala, prva tekmovalka se že navezuje, vse je torej pripravljeno. Imamo kar 2 reševalni vozili, upam, da to ne pomeni kaj konkretnega oziroma kakšnih zglih sluta, nam bolje preveč kot premalo. Jasna, a smo? Jasna pravi, da smo. Vrhuj. Tekmovalko imamo ravno tako. Aha, in kar 2, ki boste skrbela, da tekmovalke ne bodo padle. Marijo in Jaka brez vadbih res ne bi šlo. Hvala, ker sta, res. Tako, izjemno tveganje iz njune strani, res je. In še Andrej se je oglasil, res smo kompletni. Torej, spoštovani, če smo pripravljeni, začnimo torej z velikim finalom. Marta Krajan-Čokl, AK Ravne, gremo! Najprej tale prečka, skozi katero so se prej tekmovalke že prebijale, jo torej vsaj malo pozna, vendar gripov bo tokrat nekoliko manj. Kot smo prej že slišali navodila, rdeči grifi veljajo za tekmovalke, za tekmovalce pa ne. Nekolikan diskriminacije, ampak nič ne de, moški delamo stvari bolj na moč, medtem ko ženski delajo bolj na tehniko. Če sprašujete, ali lahko navijate, potem odgovor je vsekakor pritrdilen, tekmovalkam in tekmovalcem bo to zelo godilo. Sploh potem, ko se bodo znašli v tistih ključnih delih današnje postavitve finalne. Morda se komu tole zdi enostavno početje, pa v resnici ni, čeprav je videti precej enostavno, kajti tukaj je že vsaka najmanjša napaka lahko pomeni odstop. No, to je zdaj tisti trenutek. Prvi v spodnjem delu finalne postavitve, kjer morajo tekmovalke biti zares previdne, da ne naredijo kakšne nepotrebne napake. Kot je zaenkrat videti, Marta zelo previdno, taktično pleza, ve, da tokrat čas ne bo tisti, ki bo odločilnega pomena, no in zdaj gre čisto zares. Zdaj od tega trenutka naprej mora tekmovalka začeti z upenjanjem. Zaenkrat ni videti, da bi Marta imela kakršne koli težave, opa. Prej, vsakič skoraj, ko sem rekel, da tekmovalec ali tekmovalka nima težav, se je zgodilo ravno obratno, zato tega ne bom nič govoril.
Tole prvo upenjanje, bravo! Gremo naprej, če je kje v Domžalah še kakšen navijač, potem bi vas bilo zdaj lepo slišati. Gremo, Marta, gremo! Bolj pomembnost, pred ste slišali Andreja Pečaka, je upeti, kot pa priti naprej. Zelo, zelo lepo plezanje gledamo. Naj spomnimo, 6 minut imajo tekmovalke in tekmovalci časa, da opravijo s tole finalno postavitvijo. Ja, zaenkrat brez resnejših problemov. Upet je še 4. komplet. Lepo. Aha, malo se počitla. Ajde. Ja, predvsej taktično plezanje je pametno. Ajde, let's go. Zadnjo minuto bomo seveda povedali, ko se bo začela z iztekanjem. Gremo, gremo, kje smo zdaj navijači, ko nas potrebujejo? Gremo, Marta, ale! Tole je ne bo uspelo. Dobro, zaenkrat ni težave. Tudi tole upenjanje, če uspe, je že kar lep korak naprej. Bravo, bravo, Marta! Prav gotovo najmočnejša babica, kar jih poznamo v lednem plezanju. Ajde, Marta, gremo naprej, brez predaje, gremo, gremo! Ajde, brez zaplenjenja, gremo, Marta! In imamo prvi zaključen nastop. Marta Kralj-Čenčoka, alpinistični klub Ravne na Koroškem. Kot drugo tekmovalko na tekmovališče kličem Katja Brunec, alpinistični odsek Kranj. To, veliko sreče. Hvala. Evo, Katja, ajde. Tako, spoštovani cenjeni, že imamo naslednjo tekmovalko, ki lahko zaploskamo. Na tekmovališču je Katja Brunec, alpinistični odsek Kranj. Gremo, Katja! Druga finalistka danes popoldne. No, Jaka, no. Brez navodil smo rekli, a ne? In čisto na ključe, da si ti postavil progo, ne? V nesreči, ja, no, seveda, ja. No, zdaj pa začnemo s drugim nastopom. Če smo pripravljeni tudi mi. Smo? Gremo! Naslednja tekmovalka, Katja Brunec, alpinistični odsek Kranj, gremo zdaj. No, tole pa je navijanje Domžale, bravo, bravo, res ste glasni, ne? Ja, Kranjčanka, Andrej ima prav, ja, seveda, za Gorence pa ne bomo, ne? Šparati je treba z glasom. Šparati je treba z glasom, kaj še pride jasno, a? Ja, Katja se je zelo podjetno lotila tegale finalnega nastopa, pametno. Veliko natančnosti je treba tukaj v prvem delu, zaenkrat nisem dobil tistega pravega vtisa, da bi tukaj tekmovalke imele veliko težav, pa vendar dokler za njimi stoji Mario Mussolini, mislim, da ne bo nobene težave. Ja, tale ekip pa je že nekoliko bolj delikaten. Ampak Katja je šla lepo čez, bravo Katja. Ajde, Katja. Lepo, lepo, Katja lepo se giba, fini, mehki gibi, tako je tudi prav. Ajde, Katja.
Poglejmo, do kam bo Katja zdaj lahko segla s cepino pri naslednjem gibu. Naslednjič bo že morala upeti komplet. Ajde, ajde. No, Katja, gremo, gremo! Ajde, Katja. Dej. V teli prečki, ki je videti vse prej kot enostavna, tudi Katja zelo podjetno, taktično pleza, kar je pametno. Katja je upela drugi komplet. Dajmo. Ja, kar delikatno je tole, kar delikatno, ampak zaenkrat dekleta kažejo svoje kremplje in zobe zelo dobro, zanesljivo. Tudi Katja tukaj na tem nastopu s nekoliko več težavami, kot je bilo pričakovano. Gremo, Katja, gremo! A tudi Katja si bo tukaj vzela nekaj trenutkov za počitek, tudi to je pametno. Opet še tretji komplet. Dobro. No, zdaj bo šlo pa že nekoliko bolj zares. Bravo, Katja, gremo tako. Ajde. Katja se mora zdaj dvigniti čim više, da bo dosegla naslednji komplet. Pri tem pa predvsej paziti, da se ne izgubne cepin. Bravo. Tako, upela je, no, gremo naprej zdaj, Katja, gremo! Dajmo. Tako. Ja, lepo gibanje tukaj okoli vogala. Zdaj je potrebno nekaj več previdnosti in pa tudi moči. Ja, tukaj pa sta Marijo in Jaka že pokazala nekaj zank in zvijač, ki bo treba premagati na današnji postavitvi v velikem finalu. Katja pa zelo dobro, taktičen nastop gledamo. Bravo, Katja! Lepo je to uspelo, bravo. 4 minute pa pol. Lahko si samo predstavljate, vsi tisti, ki ne plezate, kako težko je v takem previsu, v taki strehi tekmovalkam, ki so že toliko časa zdaj v smeri. Zdaj le recimo Katja potrebuje spodbudo od občinstva, ki pa ni, ne? Gremo, Katja, ja, zdaj je težko, zdaj mišice že pečejo. Bravo, Katja! Katja, zadnja minuta, Zadnja minuta, pravi Andrej Pečak. Katja je zelo dobro plezala do tega trenutka, zdaj mora upeti tale komplet čim prej. Potem lahko rečemo, da je že zelo blizu medalji na današnjem tekmovanju. Ja, in to se tudi zgodilo. Bravo, Katja, gremo! Bravo, Katja! Uspel je še ta gib. Še malo. Še 15 sekund za Katjo. Bravo, Katja, sjajno! Postopaj, zdaj še malo. Dajmo. Gremo, Katja, gremo! Daj. In konec smeri za Katjo! Iskrene čestitke, Katja, konec optimistične vse kraje. Velik aplavz si zasluži, zelo dober nastop smo videli. Bravo, Katja! Mario, zdaj še kliče, dokler nič. Ja, zato baš. Ja,
Zato se ustavljamo. Bravo, Katja. Dobra. Tu te pobralo bilo. Bravo, zelo visoko. Ona je samo 3 vpela. A ja? Ja, saj. Tako da za zdaj si že prva. Ja, zdaj sem, ja. Sem non dolg. Ajde, Nadja! Gremo, Nadja! Samo še Nadja. 2 tekmovalki v ženski konkurenci, najprej Nadja, nato še Maja. In zavesa bo na ženski del tekmovanja padla. Poglejmo, kaj nam je zdaj pripravila naša Nadja Korinšek iz alpinističnega odseka Trbovlje. Lepo je, ko tekmovalka pride, da jo vsi zaploskamo, da vas glas pozdravimo, tako lepo. Cepil, ki sta jo zagrešila Mario Mussolin in pa Jaka Hrast. No, pa gremo. Nadja Korinšek, alpinistični odsek Trbovlje je v smeri, gremo zdaj. Gremo, Nadja. Zaenkrat je bilo kar v redu tole. Ni bilo dotika, se mi zdi. Ne, ni bilo dotika, dobro. A, pinca je to, seveda, ja, tako, gremo torej, Nadja, gremo. No, tole je bilo zaenkrat kar najhitrejše do tega trenutka. Rdeči oprimek za Nadjo je tukaj. Hitro pleze Nadja, kar pomeni, da nekoliko varčuje z močmi, kar je pametno. Je pa seveda vsekakor dejstvo, da tukaj govoriti o tem, da bi varčevali pretirano z močjo, ne moremo, ker je tukaj še tako enostaven gib, ki ga tekmovalka izvede, je težak in zahteva ogromno koncentracije in moči. Delikaten je tale stranski oprimek, to moramo priznati. Morda se sprašujete, kaj so te bele plošče, ki so privite na steno, torej ti plošče so nekoliko bolj mehke in ni treba preveč zapijati dres vanje. Kakšna smreka, Andrej? Slovenska smreka ste slišali. Kako domoljubno, Andrej, čudovito. Ja, zaenkrat temule nastopu ne moremo dodati kaj veliko, razen morda navijanja strani občinstva, torej Nadja Korinšek je tole, Trbovlje. Bravo, Nadja, zelo dobro, gre zaenkrat tole. Nadja je skoraj skočila čez tele grite, zelo lepo. Ja, to je tisto, ko privrčuješ nekaj moči, ki je uspelo. Pa tudi ona taktično zdaj nekoliko počiva pametno. Opa, Nadja, previdno! No, zdaj smo pa tam, kjer ni muh, bi lahko rekli, z vogalom. Prihaja tisti težji del. Veliko koncentracije je treba, veliko moči, natančnosti gibov in pa seveda pravilno držanje cepinov, kajti vsak napačen gib tukaj oziroma napačen kot držanja cepina že lahko pomeni padec.
No tako ja, navijači, lahko se glasite, ne, to je super. Po mojem so šahovski navijači glasnejši od vas danes, ne. Gremo, Nadja, gremo, ale, ale! No, tole je zdaj zelo težek del, najbolj po konci postavljena vodoravna streha, v kateri se Nadja trenutno nahaja. In Nadja zdaj je že v neposrednem boju. Gremo, Nadja, gremo! Moč očitno še ima, kar je pomembno. Zelo dober vplinek je našla, počiva zdaj. Mišice so napete, vesela je, no navijači, kje smo zdaj? Gremo, Nadja! Zdaj ne sme biti popuščanja, kajti potem je nekoliko napred, nekoliko vse laže. Zadnja minuta, zdaj se gre za odločitev, gremo, Nadja! Zadnja minuta torej teče, Nadja bo upela, bravo! Gremo, Nadja, gremo, še malo! Bravo, Nadja! Lepo gumno naprej, še nekaj trenutkov je na voljo! Tako, Nadja! Še nekaj trenutkov za Nadjo. Time out. In konec nastopa. Bravo, Nadja! Kaj lahko že rečemo, trenuten prevzem vodstva. Tako, zdaj imamo 3 nastope, čakamo pa 4., ki bo dal odgovor na vprašanje, katera bo državna prvakinja v lednem plezanju v državnem prvenstvu v Domžalah leta 2022. Na tekmovališče prihaja do zdaj nepremagana šampionka Maja Šuštar-Habjan! Zdaj, čez nekaj trenutkov bomo videli, kaj so pomenili nastopi, ki smo jih gledali do zdaj. Maja, potrebuješ 5 minut tišine. Zelo dobre 3 nastope smo videli do zdaj. Zares najprej Marta Krajan-Čokar, pa potem Katja Brunec in Nadja Korinšak. 3 dobri nastopi, 3 lepi uspehi. Finale popoldanski na državnem prvenstvu, še to je samo po sebi kar lep uspeh. Zdaj pa odločitev o naslovu državne prvakinje. Zaenkrat lahko zatrdimo, da bo to odločitev med Nadjo Korinšak in Majo Šuštar-Habjan, ukolikor seveda doseže ta rezultat. Seveda pa je mogoče marsikaj napovedovanje kakršnih koli rezultatov, dokler ni konec, včasih pravijo, dokler ne zapoje debela gospa, ni konec. Poglejmo zdaj, kako bo s tem Maja pripravljena. Mario je pripravljen. Mario, boš držal, pošlo? Najtežje je Mario tu njakati, sigurno. Ja, brez dotikov, ja, tako, ja. Maja je na progi, gremo! Maja Šuštar-Habjan. Odločitev o naslovu državne prvakinje je zdaj. Maja zaenkrat zelo zanesljivo, zelo hitro, vendar pa tudi dovolj natančno. Ni videti, da bi karkoli skušala prepuščati na ključem.
Maja zdaj v tistem zadnjem kibu v prečki, ko se bo počasni smer obrnila navzgor in bo Mario ostal nezaposlen do nadaljnega. Mario, hvala, ali se ploskamo Mariju, res je bil dober. Ajde, Maja, gasa! Gremo zdaj, Maja, gremo! Maja pleza zelo natančno, to smo od nje tudi navajeni. Na prvi pogled ni videti zadeva tako zelo hitro, če pogledamo na uro je pa jasno, da zadeva poteka zelo hitro. To je prav zanimivo, tudi recimo na Evropskem prvenstvu je bilo zelo podobno. Tisti najboljši tekmovalci niso bili videti hitro, ampak na koncu, ko smo videli njihove čase, je bilo pa jasno, da so bili še kako hitri. Maja je ena redkih tekmovalk, ki tudi uporablja grife tudi z roko, dovolj močna je za to. Tisti gib, kjer je tekmovalkam do zdaj pobrala kar nekaj moči. Bomo videli, kako bo Maja opravila s tem delom. Predvidevam, da bo morda pokazala kaj, kar do tega trenutka nismo videli. Poglejmo. Ajde, gremo! Tole zaenkrat brez napak, zelo lepo gibanje, tudi zelo visoko postavlja noge Maja, kar ji prihrani potem nekaj več moči za naprej, ker ti dvigne se lahko višji. Dajmo! Maja zdaj pleza proti drugemu delu tekmovalne, finalne smeri. Res, da je tole tekmovanje napeto, ampak navijate pa vseeno lahko malce bolj na glas. Maja sicer trenutno še ni v kakšnem delikatnem položaju, ampak vendarle spodbuda nikoli ne škodi. Gremo Maja, ale! Zdaj prihaja tisti del, ki od tekmovalk zahteva tako moč kot koncentracijo. Tule, kjer so zelo varni grifi in ne bi smelo delati veliko težav. Lepa štirica, če štejem pravilno, gremo Maja! Maja je zdaj tole elegantno rešila in s tem seveda prihranila nekaj moči. Pametno postavljanje, ja? Še ena štirica, Maji gre tole zares zelo dobro od rok. Pametno je hranila moči do tega trenutka. Poglejmo zdaj, kako bo opravila s koncem tele strehe, preden gre v vrčni zgornji del. Zelo, zelo natančno, lepo, bravo Maja. Zdaj le mora lepo zatakniti cepin in previdno priti više gor. Mislim, da bo tole lepo uspelo in tako. Ja, zelo, zelo dobro, bravo Maja! Zdaj še enkrat upne komplet in potem v finalnem delu pravi poslastici tako za oči, ampak zelo težkem za vse tekmovalce in tekmovalke. Od tega trenutka naprej gre za čisto prave akrobacije. Poglejmo, kako bo z njimi upravila naša prvakinja. Gremo Maja, Šuštar-Fabjan! Gremo navijači! Gremo zdaj Maja! Ale! Zadnja minuta za Majo. Pametno upila, tako. Bravo Maja, zdaj pa pogledajte to nadaljevanje. Ajde, Maja! Zdaj bo Maja morala nekako priti čez naslednjo znako. Uspelo je, bravo Maja! Zdaj mora čim prej uspeti vpeti. Še ena zanka je njena. Če kdo lahko opravi s tole progo, je to Maja. Gremo Maja, samo še enkrat upneš.
Bravo, Maja! Gremo zdaj! Kje ste navijači? Bravo! Imamo novo in staro državno prvakinjo! Maja Šuštar-Kadjan! Bravo, Maja! Ker noče pa noče dol, ne? Bravo, Maja! Velik aplauz države! No, to je kraj, paša za oči. Tako da lahko malce špekuliramo, le koliko moških tekmovalcev do zdaj v moški kategoriji uspelo priti do vrha. To je vprašanje, ne? Zdaj pa čisto na koncu bila, čisto. Koliko, 2 sekundi, 2 3? sekunde do kraja. Čestitke, Maja. Videli smo, tudi je bilo težko na ovom srednjem delu, se mučilo. Ja. Dobro, bravo. To je bil fajn. Au, ne boli me. Vem, Boga si, vem. Reči malo fajn. Podobi, da je pravično, primerno in zveličavno, da pohvalimo tudi oba postavljavca proge, ki sta zares postavila progo vredno izziva. Torej, Jaka Hrast in Super Mario Mussolin, bravo! Hvala. Na tekmovališče pa že kličem prvega finalista v velikem finalu moške konkurence na državnem prvenstvu v lednem plezanju. Spoštovani in cenjeni, Bor Levičnik, AO Matica! Bravo. Informacija, ki sem jo prej nehote zamolčal, prvo mesto v moški kategoriji v kvalifikaciji sta si razdelila Vili Guček in pa Marko Kuna. Ni bilo torej enega, ampak kar 2 prva. Bor Levičnik pa je začel. Gremo, Bor, velik aplauz za prvega tekmovalca v moški kategoriji. Se mi zdi, da Marija ne stoji tako zelo blizu, kot je pretekmoval. Zelo hitro tole zaenkrat. Poglejmo zdaj, kako bo Bor stopil čez. Ja, nekoliko večji je tekmoval, prav gotovo kakšne 2 glavi, tako da tukaj je bilo nekaj manj problemov, vendar pozor, zdaj se ne sme dotakniti rdečega gripa. Bor zaenkrat zelo zanesljivo. Ni bilo videti kakšne posebne težave. Je pa zanimivo tudi to, da Bor pleza s čisto običajnimi lednimi orodji, niso posebni prilagojeni cvetini tole, ker je nekoliko teže, kakor bi bilo, če bi imel čisto prave plezalne trdine za tole orodno plezanje, drag tooling. Bor Levičnik zdaj v tistem delu, kjer so že potrebovali nekaj več počitka, čeprav so zelo suvereno preplezale ta del. Bomo videli, ali bo velika razlika v plezanju med moško in žensko konkurenco v tem delu. En grip, ki je tam rdeči, ki bi bil prav gotovo veliko pomoč, sem tekmovalcev zdaj ne sme brez spin, kako rečemo. Ja, tudi Bor počiva, to vam pove vse o tem, koliko je dejansko napora treba vložiti v plezanje tako zahtevne postavitve, kakršna je današnja finalna smer. Natančno, lepo pleza Bor.
Bor, gremo naprej. Gremo navijači, kje ste Domžale? Zdaj se Bor nahaja pred tistim težjim delom, kjer se smer postavi po konci, kako rečemo. Ja, lep tip, zelo. No. Zdaj bo treba upeti, potem pa sledi nekoliko daljši gib. Bomo videli, kako se ga bo Bor zdaj lotil. Lepo, prvo. Bravo, lepo Bor, res. Marko, kjer boš na vrsti? Upet še en komplet. Ale Bor, ale! No, zdaj sami vidite, kako so tudi naša dekleta izjemno dobro plezala. Tako močan alpinist kot je Bor Lebičnik se mora truditi kar konkretno za tole smer, da tudi dekleta so prišla tako visoko kot vidi, da kar ne naredi moč, lahko naredi tehnika. To ponavljamo že ves čas. Zdajle pa spet en malce bolj zahteven grip. Bor se mora zdaj dvigniti čim više, da bo dosegel naslednji grip. Ale Bor, gremo! Gremo Bor, gremo! Malce počitka, pravilno. Bravo! Ja, zelo dobro, zelo. Zadnja minuta. Zadnja minuta za Bora Levičnika. Gremo, še malo. Visoko je Bor Levičnik postavil prečko zdajle. Zelo dobro plezanje gledamo. Zdajle mora Bor pametno razporediti moči, da bo lahko prišel čez tole težavo in ja, pametno najprej bo upel, seveda to šteje več kakor gib. Jajks, malce zmanjka. Tako, bravo Bor, gremo zdaj. Tako, bravo. Za Bora Levičnika. Sjajno plezanje je bilo tole. Vredno velikega finala. Bor Levičnik, Matica je bil to. Hvala lepa za ta nastop. Nekaj trenutkov, da pripravijo spet smer. Naslednji tekmovalec, ki ga kličemo na tekmovališče, Nejc Anžlovar, AO Kranj. To. Drugega nastopa v finalu državnega prvenstva, torej Nejc Anžlovar, alpinistični odsek Kranj ste že podal na progo. Tukaj je imel Bor nekaj prednosti zaradi svoje višine. Tudi Nejc ne popušča, zelo dobro, da popušča gledajo. In tudi zelo hitro, očitno je Nejc odločen, da prihrani nekaj moči potem za vršni del, kar je pametno, vendar natančnost je ključnega pomena. Pri prehodu na naslednji primek je imel prav tako Bor zaradi svoje višine nekaj prednosti. Bomo videli, ali to dejansko kaj pomeni potem v nadaljevanju tega nastopa.
Glede na višino obeh postavljavcev bi rekel, da je odvisno, kdo je postavljal grife na katerem mestu. Ne? Če je Mario potem bolj skupaj, če je Jaka malce bolj narazen, bomo videli. Ne? Nejc Anžlovar pa prav z levim srcem upravlja s tem težkim vprašanjem, kako prilesti na vrh tistele pošljeno postavljene ledene sveče na vrhu. Nikomu ni lahko mi verjamete na besedo. Zaenkrat je vrh videla samo Maja Šuštar. In sem povedal že preveč, Andrej, ne? No, potolažen sem, ker Maja ni nastopila v istih konkurenci in nič narobe, ker sem rekel, da je edina priplezala na vrh. To je v redu. Gremo naprej! Malo sem ti par raz poslikal. Nejc zelo dobro postavlja cepine, ker je tudi nujno v tem delu postavitve. Vendarle gre za državno prvenstvo, plezajo najboljši plezalci, ker jih naša draga Kurja ima. Zdaj le bo Nejc pokazal, iz kakšnega testa je. Nekaj grifov tamle je precej naraven postavljenih, tukaj bo moral pokazati kar nekaj iznajdljivosti, ker ne gre za ravno najvišjega tekmovalca, ampak kar ne more višina, ne bo včasih ponedi taktika. Nejc je tole lepo upel. No, zdaj bomo morali vse... Bravo, Nejc, že kar v prvem poskusu! Bravo! No, tole pa je bilo pravo levje srce. Zelo dobro plezanje gledamo. Nejc veliko nadomešča svojim zelo taktičnim in tehnično dovršenim plezanjem. Zelo lepo. Tole zdajle so težki trenutki za njegove mišice. Čuti vsak gram svojega telesa. No, navijači, kje smo zdaj v Domžalah? Gremo, Nejc, gremo! Ajde, borba že! Časa je sicer še dovolj, vendar pa Nejc mora zdaj plezati naprej. Še en kompletnih 5, bravo Nejc, gremo! Zadnja minuta, ponovim še jaz, torej 3-krat smo povedali zdaj. Ova! Vse v redu. Dodatne točke za Lovrenc. To je bilo dobro plezanje, bravo Nejc. Prav gotovo bi lahko šlo tudi naprej, ampak kanček tiste male tekmovalne sreče je zostal morda drugič, morda še v jeseni na Evropskem prvenstvu. Počakajmo zdaj, da rešijo orodje, da jo izpnejo vrv, zdaj pa skličemo naslednjega tekmovalca. Naslednji tekmovalec je Sebastian Leskovšek, Auš Altner. In vi vsi zaploskamo! Sebastian Leskovšek, Auš Altner.
damo gremo, da odmah probaš. Pa te damo v... Sebastian Leskošek je začel. Gremo, Sebastian! Ale! Ja, popravno šta? Kapeš, pa ne moreš tam Eden od tretjih tekmovalcev, ki si je doslej pomagal. Na senzor, ja, ne bi zato je, da je folk ne bo Napreduje zelo hitro. Gremo, Sebastian! Sebastian je prišel na glavno sceno. Prečke. Ima dobro tehniko, visoko postavlja noge. Majhen spodrsljaj. Ne spada med velike tekmovalce, vendar ima zelo dobro tehniko. Zelo lepo se je rešil tukaj. Ajde, moreš. Cepin je postavil zelo lepo in natančno. Vidi se, da ubira zelo natančno tehniko in je pazljiv. Ajde, Boris! Zelo hitro napreduje in zelo zanesljivo. Ima zelo zanimiv prijem obeh cepinov, saj z eno roko drži oba. Ajde, držiš to! No, tole pa je zdaj nastop, kot ste videli prej, pravo levje srce. Bravo, Boris, gremo naprej, gremo! Zelo hitro se je rešil iz precej zagatnega položaja. Še nekaj časa ima, vendar ne sme pa počakati predolgo.
Gremo, Sebastian, gremo! Tole tukaj je precej delikatna postavitev. Daleč se mora zdaj stregniti tekmovalec, da ujame naslednji grif. Je kakšno navijanje? No, ste slišali našo Aljo, kje je navijanje? Gremo, Mori! Zelo dober prijem je bil tole. Zdaj le mora poskrbeti za dobro upetje cepina in za upetje naslednjega grifa. Lahko, dovolj visoko je, bravo! Še nekaj malega časa mu je ostalo, ali lahko zdaj temu nastopu še kaj doda, pohiteti bo moral, drugega mu ne kaže, dobro. In že smo pri štirici, bravo! Še nekaj trenutkov, bravo! In konec nastopa za številko 2. Najcanžlovar je bil to lahko Sebastian Leskoša, Gao Špajtner. Bravo, Morič! Lahko bi mu rekli levje srčni, glede na vse težave, ki jih je imel in glede to, kako jih je reševal. Bravo! Bravo, samo malo ti je zmanjkalo. Še enih pol minutke. Marko, daj mi pijačo prinesel. Tam na Red Bull na tleh. Tam na ne, vse tam na tleh. Naslednjega na tekmovališče kličemo Milan Makojevič, Armadillo! Ajde, Čomi. Trikratni srbski prvak! Ajde, razpali, ajde! S četrtim nastopom v konci Milan Makojevič, Armadillo iz Srbije, trikrat prvak! Baterija ti je ucrkala. Baterija ti je ucrkala. Omenje si že prekinila. Ajde, pazi. In če smo nazaj z novim polnim mikrofonom, da se nas bo malce preslišalo. Zelo dobro trenutno Milan Makojevič, zelo hitro pleza in natančno. Izjemno telesno pripravljen tekmovalec, kar se tudi vidi, moči mu da res ne zmanjka, pleza pa tudi zelo natančno. Dobra kombinacija, bomo pa videli, kako se bo to poznalo potem v tistem težjem delu. Nekako taktično je videti, da tekmovalci, ki so tale prvi del uspeli preplezati relativno hitro in niso izgubljali veliko časa in moči tukaj na prečke, da so tudi potem v nadaljevanju imeli manj težav. Je pa del, ki prihaja zdajle, se že nekajkrat izkazal za precej zahtevnega, kar se tiče postavljanja cepinov. Tudi v ženski konkurenci smo videli nekaj podobnega, tako da lahko samo še enkrat potrdimo, kako zelo odlično so plezale naše finalistke, da so dosegle tako lepe višine na tej finalni postavitvi, ki ste jo zagrešila Jaka in pa Marjo. Milan trenutno v drugem delu postavitve zelo hiter je. Če mu bo uspelo tole moč prenesti više, potem se mu obeta zelo visoko uvrstitev. Gremo Milan, gremo, ale! Prvič je šele počival zdajle, se mi zdi, da je edini od vseh tekmovalcev do tega trenutka, ki je prišel brez resnega počivanja do te višine, zelo dobro. Kratek ugled
išče najboljšo možno linijo. Dobro mu gre. Ja, zares izpiljena dobra tehnika tega tekmovalca. Ni zaman trikratni prvak. Dobro mu gre. Zares, tukaj zdajle bomo videli, koliko moči bo izgubil v tej strehi, ki je zares izčrpala še tako telesno močne tekmovalce. Tudi njemu je uspelo v prvem ujeti tale grip, ki je precej daleč postavljen. Malce počitka. In ja, je že čez. Bravo, Milan, odlično. Zdaj mora čim prej upeti in nadaljevati, da mu tole visenje ne bi vzelo preveč moči. Dobro mu gre, ja, in še štirica, lepo. Če bi štel slog, potem bi bil Milan sigurno, zagotovo med najbolje ocenjenimi tekmovalci. Zelo dobro mu gre. Veliko je prinesel zgornji del, veliko. Zdajle mu lahko uspe veliki met in osvoji tisto točko, ki jo tako zelo potrebuje. Da vidimo, dokam bo tole šlo. Bravo! Odlično plezanje gledamo. Bravo, Milan! Gremo naprej, gremo! Ajde! Zelo dober nastop. Zelo dobro. Tole je napoved napada na sam vrh zaenkrat. Ne, tega ni treba. Samo naprej, samo naprej. Samo napred, Milan. Gremo. Bravo! To je napad na sam vrh. Če mu zdaj uspe hitro upeti, potem je na pragu presenečenje. Uspelo mu je, zdaj mora upeti, čim prej ne upne. Bravo, Milan, uspelo mu je, zadnjo minuto še. Zdaj ima še nekaj časa, ali mu bo uspelo? Gremo, Milan! Ale! To mu je uspelo, zdaj mora upeti samo še enkrat in vrh je tako rekoč njegov. Ajde! Lepo se je skoncentriral, mu bo uspelo. Ja, uspelo mu je! Oba cepila mora spraviti na svoje mesto in vrh je njegov. Ajde, Milan! In... Ja! Bravo! Dosežen vrh! Milan Makojevič, Kesar Madilo! Velik aplauz za tekmovalce Srbije! Bravo! To pa je bil nastop! Bravo. To, čestitke. No, tole pa je bilo plezanje za finale, odlično! Malce bomo še počakali, da smemo na tekmovališče, ne. Nace Grgorini, čao, Kranj! Številka 49, Nace Grgorini, čao, Kranj. Še 4 tekmovalci do konca letošnjega finala. In začelo se je, takole je zdaj Nace Grgorinič v svojem tekmovalnem finalnem nastopu letošnjega državnega prvenstva. Kar hitro zaenkrat. Nace pleza natančno in hitro, zaenkrat ne pušča veliko moči, kar je dobro.
Zaenkrat skoraj zagotovo najhitrejši nastop. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval v tem tempu, če mu bo uspelo, potem bo lahko v zgornji del prinesel zares veliko moči, kar je tudi dobro. Malce nenatančno je zabil noge v tem trenutku, ampak s tem je nič narobe. No, kar dvakrat je upel. Zelo lepo, čez tole prečko, brez večjih težav. Zaenkrat lahko mirno rečemo, da je Nace kar skočil čez nas spodnji del tekmovalne postavitve. Aha, Brdić malce počiva približno na istem mestu kot pred tem Milan. Malce drugačen način plezanja, bi lahko rekli od tistega, ki smo ga prej videli tekmovalcev iz Srbije, Milanu Makojeviću. Nace ima zelo lepo tehniko, veliko pa pri tem pomaga tudi moč, ki je očitno res v izobilju. Visoko je zdaj stopil Nace. Lepo je zadev ta ekvilibrium. Dobro mu gre tole za res hiter izvrsten nastop, gledamo. Tudi on v prvem poizkusu čez tale grip, ki je prej povzročal toliko težav, res. V finalu plezajo naši tekmovalci, no pa tudi tuji za res izjemno. Tudi tokrat zelo dobro. Nace je zaenkrat porabil manj energije, vsaj vidite, tako kot tekmovalci prej, in lepo, štirico, tako. No tole prav gotovo je do zdaj najhitrejši nastop. Bomo videli, kako daleč bi tole šlo, bravo Nace, gremo! Zdaj prihaja tisti del, ko bo treba največ moči in zbranosti, da ne pride do kakšne nepotrebne napake. No, navijači, če ste tukaj, potem navijajte! Gremo Nace, ale! Zelo dobro je Nace tole upel, bravo! Zdaj mora spet postaviti noge tako visoko, da bo lahko ujel naslednji viseči grip, bravo Nace, dobro je šlo tole! Tudi dvokrat, bravo! No, tole pa je nastop! Bravo Nace, gremo! Samo še dvakrat mora upeti, samo še dvakrat! Nace mora zdaj čim prej upeti. Dobro je tole naredil Nace, pametno. Škoda. Odličen nastop je bil tole, bravo Nace. Še cela minuta mu je ostala. Še cela minuta mu je ostala, pismo. 6 minut. Ajde, nek. Slovenska plezalna legenda, Tine Čudar, a Nova Gorica.
Ampak nismo ga dali pa med penzionerje, Jaka. Opa. Še zadnji trije v finalu letošnjega odprtega državnega prvenstva. Najprej Tine Cudar, nato pa še Vili Guček in domačin Marko Guna. Torej, zanimivo bo, res, vse do konca bo napito, ko bomo dobili letošnjega državnega prvaka. Videli smo sjajne nastope, videli smo nekaj pravih borb, poslastic. In predvidevam, da bodo tudi tile zadnji trije nastopi nič manj kot to. Ja, ne morem, nimam čelade, jaz samo mojo imam tukaj, drugače babi pa ima svojo doma. Ne smem, viš, ko dol padajo cepini, pa lahko kaj na glavo. Tine Cudar je potem že začel s nastopom. Poglejmo zdaj enega izmed naših najboljših letnih plezalcev, kako bo upravil s tole postavitvijo v finalu. Znanje in moči mu prav gotovo ne manjka, poglejmo pa, kako se bo znašel na tej finalni postavitvi, ki je vse prej kot enostavna. Prideš pomagati. Gremo zdaj, gremo Tine v planine, smo prej rekli, ne? Tine je zaenkrat v deli prečki brez kakšnih vidnih težav. Dobro, natančno plezanje gledamo v tem finalu. Zaenkrat pri nobenem izmed tekmovalcev nisem dobil občutka, da bi prav veliko tvegal. Najhitrejši do zdaj prav gotovo Nace Grigorinič, kar se tiče samega tempa plezanja, potem pa se mu je tamle čisto na vrhu zgodila taka manjša napaka, če se prepričam, da bi zlahka prišel do vrha. Ampak to je pač tekmovanje, vsaka postavitev ima neke svoje trike, ukane, taka mesta, kjer se odločajo potem in na koncu v vsakem finalu seveda ne odloča nič drugega kot malenkosti. Ajde, Tine, slišimo iz občinstva, lahko bi bili tudi bolj glasni navijači danes tukaj v Domžalah. Če bi štele izkušnje in preplezane smeri, potem bi Tine prav gotovo bil v samem vrhu med današnjimi tekmovalci. Tukaj ne bo moral noge postaviti nekoliko drugače, da pride do tistega naslednjega gripa. Ja, to mu je zdaj tudi uspelo. Ja, morda se na prvi pogled ne zdi tako, vendar doseči cele gripe ni vedno najbolj enostavno in tekmovalci morajo zelo paziti, da se po eni strani dovolj stegnejo in po drugi strani ne tvegajo preveč, da bi jim odneslo cepin. Tine bo zdaj upel pod tole streho. Tudi njemu je uspelo kar relativno hitro narediti tako gripa, ali pa tudi še ne čisto. Ja, skoraj bi pozabil upeti, to bi bila prava mala katastrofa. Se počiva pravzaprav prvič, kar je v finalnem nastopu. Tine Cudar zdaj počasi prehaja iz tega najbolj strmega dela strehe v vršni del, kjer bi utegnil glede na izkušnje imeti celo nekaj prednosti, kar je dobro znan. Zdajle bo moral kar dalec, bravo, lepo mu je uspel tale gib, zelo dobro.
naporno je v tem zgornjem delu, ampak Tina ima bogate izkušnje in veliko zmoči v rokah, tako da bi tole skoraj moral zdaj lepo izpeljati do konca. Tudi tole mu je uspelo. Še nekaj časa ima Tine, vendar pa se sme predolgo zdaj čakati tukaj v tem delu. Zadnja minuta za Tineta Cudra. 1 minuta še zdaj, potrebuje nekaj spodbude od navijačev. Gremo Tine! Zdaj le mora dodati na gas, kako radi rečemo. Prav gotovo bo zdaj le lahko z izkušnjami nadoknadil. Zelo lep gib, bravo! Zdaj le bo moral uspeti upeti še tole eno opoko in naredil bo veliko proti najvišjim mestom. Bravo, Tine! Ja, uspela bo je tudi to, skoraj. Tako, še samo ena opoka za Tineta Cudra, gremo! Uspelo mu je, bravo Tine, samo če se Tina spravi na svoje mesto in vrh bo tukaj. Ajde Tine, gremo! In ja, uspelo mu je! Bravo, Tine Cudar! Prav, nič nismo naredili narobe, ko smo ga proglasili za legendo, tako pač je, bravo Tine Cudar! Jaka Hrast pa osebno prosim, naj Tineta še pohvalimo za lepe figure. Torej, Tine, če nas poslušaš, Jaka te pohvalil, Jaka, hvala. Ja, tako je, ko gre za res, uporabljajo figure tudi tisti, ki sicer ne, a ne Jaka. Tako to je. Še dva imamo. To legenda. Ta drugi, ko si pa šel do vrha. V kvalifikacijah. Zdaj se bosta pomerila med seboj. Prvi bo na vrsti Vili Kuček, Aoš Pajtner. Čisto prava legenda orodnega plezanja, kako pred njim Tine Cudar. Delil si je prvo mesto v kvalifikacijah z naslednjim tekmovalcem Markotom Kuno in zdaj bomo videli, kaj zmorejo naši stari plezalni mački. Vili je pripravljen, smo pripravljeni tudi mi. Vili je začel, gremo Vili! Vili Kuček, avtor številnih orodno-plezalnih smeri po širom, po vsej Sloveniji, pionir tega športa pravzaprav in prav gotovo eden izmed telesno najbolje in tudi tehnično podkovanih tekmovalcev v današnjem štartu. Zelo lepo čez tole prečko Vili. Kar se tiče same tehnike, zelo dovršen tekmovalec, natančen in hkrati hiter, pa tudi fizično tako močan, da ne bi smel imeti večjih težav, vendar bomo videli, nekateri favoriti so potem naredili kakšno drobno napako, ki jih je stala končne uvrstitve. Verjamem, da bo Vili naredil čisto vse, da se to danes ne bi zgodilo, da bo natančen in da bo upravičil tole visoko uvrstitev iz kvalifikacij tudi v finalu. Dva tekmovalca sta zaenkrat dosegla vrh. Najprej Milan Makojevič, potem za njim še Tine Cudar. No, gremo zdaj, Vili, gremo! Vili pleza zares dovršeno. Ni videti, da bi kakršnekoli utrujeno zaenkrat potrovala njegovim gibom natančno, premišljeno. Pri vseh smerih jih je preplezal
bilo res skoraj neverjetno, da bi bilo lahko drugače. Poglejmo zdaj, kako bo Vili upravil s tole streho. Zelo, zelo dobro plezanje gledamo danes v finalu. V moški konkurenci Vili Gunček trenutno v borbi za najvišja mesta. Do tega trenutka mu je šlo odlično, če ne bo kakšne velike napake, potem je tole tako hitro, kako je recimo pred njim plezal Nate Grgorinič, Avkran. Zelo dobro je tole. Zaenkrat Vili zelo visoko postavlja prečko za najvišja mesta v tem finalu. Zdi se mi, da zelo malo prepušča, da ključno zelo natančno postavitev, morda bi lahko vsaj na pogled plezal še celo nekoliko hitreje, vendar ne želi tvegati, kar je pametno, to so izkušnje. Škoda bi bilo pokvariti uvrstitev zaradi preveč hitenja, časa ima dovolj. Tudi v absolutni konkurenci se mi zdi, da je med hitrejšimi tekmovalci, da tudi on je zdaj že napravil figuro, tako imenovano ščirico. Bravo, Vili! Ja, tole je zares dobro plezanje, pravi učbenik, ki ga imamo priložnost gledati v tem finalu. Pogled na uro izdaja, da ima še zelo veliko časa, ker je dobro, zelo dober nastop je tole. Če le ne bo napake, potem je tole prav gotovo napad na prvo mesto, vendar pa Vili ne sme več čakati preveč dolgo. Zelo dober nastop. Zdaj ste verjetno tudi sami že nekako prišli do ugotovitve, kaj so tiste prvine oziroma kje tekmovalci izgubijo oziroma dobijo na tej postavitvi. Vili bo kot prvi upel, preden je izbral naslednji grif, kar je znak, da ima še dovolj. Bravo, Vili. Zdaj mora čim hitreje ujeti naslednji grif. Bravo, Vili. Vili je zdaj zelo dobro na poti. Zdaj mora upeti samo še Škoda pa še minuto pa 20 sekund. Najhitrejši čas, potem pa takale napaka. Bravo, Vili Gunček! Cepin, pazi! Imamo danes v finalni seriji, samo še en tekmovalec lahko spremeni vrstni red pri vrhu. Še nekaj trenutkov in poklicali ga bomo. Najprej moramo rešiti Cepin Vilija Gunčka, ki je tamle tako nesrečno odpovedal poslušnost svojemu lastniku. Zdaj, še zadnji finalist, Marko Kuna, Avrašica! V kvalifikacijah si bil prvo mesto s Vilijem Gunčkom. Zdaj pa pogledamo, kaj lahko pokaže v velikem finalu. Najbrž ne naključje, da je to tudi glavni organizator današnjega dogodka. Ne vem, ali je to dvoje povezano, ampak če je, potem je to naredil tako, da nismo opazili prav preveč nepravilnosti v njegovih nastopih, niti pomoči. Še zadnji nastop torej in pa, da bo zavesa na današnje tekmovanje, na današnji veliki finale državnega prvenstva v orodnem plezanju oziroma dry toolingu, kakor pravijo temu v angleško govorečih državah. Marko Kuna je pripravljen. Če smo pripravljeni tudi mi, za zadnji nastop dajemo. Marko je v smeri. Še en tekmovalec, ki ima zelo dolg razpon rok, kar mu bo zagotovo prineslo nekaj dodatne prednosti, ne pa toliko, da bi bilo vse odvisno samo od tega. Marko zelo lepo potrjuje Darwinovo teorijo. Bravo, Marko, dobro.
Marko zelo dobro, trenutno tudi hiter, morda ne toliko natančen kot nekateri tekmovalci pred njim, vendar dovolj, da pleza zelo dobro, zanesljivo. Veliko moči mora prihraniti za zgornji vršni del, prepričan sem, da mu to lahko tudi uspe. Številka 44, 2 številci, torej bomo videli, koliko številc bo potreboval Marko, če bo šel povsem do vrha. Ja, nekaj težav z zamiranjem, morda ne dovolj nabrušene Tereze, morda malce premalo moči, kdo je, ampak dovolj, da ga zadrži. Marko Guna je zdaj tisti, ki lahko odloči o naslovu državnega prvaka. Od tega nastopa je odvisno pravzaprav vse. No, v tem delu bi mu višina lahko prinesla pravzaprav največ prednosti. Ja, kot rečeno, zatiranje je morda majhen minus pri njegovem nastopu, ki so ga opozili zdaj že gledalke in gledalci. Mora bo paziti, mora bo biti bolj natančen, sicer lahko pride do kakšnega nepričakovanega padca, ki bi lahko pokvaril sicer sjajno uvrstitev. Zelo suveren je bil v kvalifikaciji. Res bi bila prava škoda, če bi zdaj v velikem finalu, ko ima res priložnost za sjajno uvrstitev, naredil kakšno nepotrebno napako. Dobro mu bi tole, no tukaj višina pride do izraza, tukaj ima vsekakor prednost pred nižjimi tekmovalci. Zelo lepo stojito, to je Marko izpeljal, zelo dobro. Tako rekoč, brez kakšne resne napake, nekaj zdrsov, ki pa jih je z svojo močjo zelo suvereno rešil. Marko je zdaj v vršnem delu, tudi kar se tiče časa, ga ima zares še obilo. Marko v zelo suverenem nastopu, zdaj mora le paziti, da ne naredi kakšne napake. No evo, ne, to je ta višina mu zdaj dejansko prinesla prednost, ki jo je s pridom izkoristil. Zdaj pa v tistem zgornjem delu, kjer si ne sme privoščiti napake. Zelo malo potrebuje, da zdaj naredi sjajni rezultat. Marko Guna, dobro mu gre zares. To je sjajno rešil. Zelo dober nastop. Zdaj mora čim prej upeti, če bo tole uspe. Previdno, da ne bi padel Cepin. Ja, pametno. To bila zares smola, da bi dodala padel Cepin. Uspelo mu je samo še enkrat odnes pravi Cepina na svoje mesto in potem temu nastopu praktično ni več dodati kaj. In to je to! Lahko že povemo, imamo novega državnega prvaka! Marko Guna, Rošica! Sjajen nastop, gledamo še kakšen čas je dosegal. 4 minute pa 17. 4 minute 15 sekund! 15, no evo, bravo! Tako, to je bil še zadnji nastop in splačala se je počakati čisto do konca. Imamo torej novega državnega prvaka, Marko Guna, A.O. Rošica. Bravo, čestitke. Imamo tudi novo državno prvakinjo, Bravo Šuštar Kabjan. To je za tvoje Videli smo finale, kakršnega smo si tudi zaslužili. Sjajno predstavo prav vseh tekmovalk in tekmovalcev. Lahko smo ponosni in zadovoljni, da imamo take plezalce in plezalke, seveda.
pa tudi organizatorje in organizatorke, ki so bili sposobni izpeljati tako zahtevno tekmo na tako visokem nivoju. Takoj, ko bodo uradni rezultati znani, bomo začeli s podelitvijo, zato ne odhajajte nikamor, ker ti čaka nas še ta zadnja pika na i. Zaenkrat pa lepo hvala za ogled in čestitke prav vsem tekmovalkam in tekmovalcem na današnjem državnem prvenstvu v Ice Tuningu oziroma Jaz ti pomagam, da ne ujme, ni imel ampak si pa hodre. Se je videl, ne? Se je videl. Malo sem bil spane, ne? 15 meseci bi nadil. Upate se nam zdaj čestitke. Maja, državna prvakinja v lednem plezanju na domžalski steni. Ste šli kar fajn, 2 sekundi ste imeli glih pred koncem, da ste prišli kot edina ženska do vrha, pol pa še tudi dolgo noben fant ni prišel za vami do vrha. Lahko malo občutke povete? Ja, kot prvo sem vesela, da se je ta tekma sploh zgodila po tem 2-letnem premoru zaradi korone, tako da zelo lepo se tlele zbrati, pa srečati spet vse prijatelje. Kot drugo, ja, sem pa kar vesela, da sem prišla do vrha, ker mi je bilo težko, nisem dovolj trenirala v zadnjem času, pa tudi tako v steni čas poteka čisto drugače. Jaz sem mislila, da sem v 1 minuti prišla do tja gor, zares je bilo pa 6 minut, ker je kar težko tole plezanje, no, tako da vesela. Drugače stena je pa kar v redu, ne, je fajn preštimana, tudi za dereze, za cepine, je lepo preštimana, ne? Ja, stena je vsekakor najboljša, oziroma tudi edina slovenska stena, ki je pripravljena za ta namen. In smo lahko hvaležni, da jo imamo, da je pač AO Domžale nam omogočil, da lahko tukaj treniramo. Je pa tako v svetovnem merilu to še vedno premalo, tako da si nekako ledni plezalci želimo, da bi se ta infrastruktura lahko povečala, bodi si tukaj, bodi si kje drugje, no. Ampak zaenkrat smo hvaležni, da imamo vsaj to, ker recimo naši kolegi iz Srbije, ki so tudi tukaj, nimajo pa nič tudi takšne stene, ne, tako da. Ampak je pa Srb ta prvi gor preplezal za tabo, ne? Ja, to je pa, se pozna entuzijazem, ki jih pa pač pede naprej, no, tako da sem zelo vesela za Milana, da mu je uspela medalja. Lepo. Hvala pa čestitke tudi tebi za prvo mesto, pa za državno prvakinjo. Hvala, hvala. Hočem samo rečem, da je bila zanimiva tekma. Se je kar nekako skladalo vse skupaj z rokami, je bilo malo lažje kot z nogami, noge so malo drsele. Ja, saj nam je parkrat zastal dih. Ja, je bilo že blizu, ampak na koncu je bila tista mirna kri in v rokah dosti mušit, da je šlo skozi. Drugače stena je pa tudi glih ta prava, ne, za plezati z derezami pa to. Ja, no, malo je težav z zabijanjem, ampak je tudi že nekaj časa postavljena pa malo dotrajana oprema, hoče za naslednja prvenstva, da se bo to kaj izboljšalo. Da se malo zmešalo pa to. Ja, hvala pa čestitke za prvo, za državnega prvaka. Srečno. Spoštovani tekmovalci, začenjamo z razglasitvijo in podelitvijo nagrad, priznanj, diplom najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem letošnjega državnega prvenstva v orodnem plezanju oziroma dry tuningu. Državnem prvenstvu v Domžalah. Čez nekaj trenutkov bomo povedali, kateri so bili najboljši oziroma katere so bile najboljše, čeprav ste tiste glavne rezultate že slišali. Jasno, pričakajmo v rokah tudi čisto pravi šampanjec za najboljša 2 tekmovalca in tekmovalko. Pridite bliže, da se ne bomo takole daleč gledali, da lahko zaploskamo in počastimo najboljše, najbolj spretne, najmočnejše tekmovalke in tekmovalke v obeh konkurencah. Preden začnemo čisto zares, bomo nekaj besed namenili še organizatorjem tega tekmovanja. Torej še nekaj trenutkov in začnemo s podelitvijo nagrad. Tekmovanje je končano, poškodb mislim, da ni nič bilo, ne? Ena praska. Ena praska, to ni nič. Vse je bilo super. Kak je občutek zdaj po celodnevnem delu? Predvsem je super občutek, da po tej 2-letni covidni prekinitvi imamo spet neko tekmo na ozemlju Slovenije.
in da je cela ekipa taka, kot je bila nekoč, se pravi, da vse deluje, da so tekmovalci dobri, da so pripravljeni za naslednjo sezono za evropski in svetovni pokal. Jaz mislim, da so na nivoju. Ker kljub temu, da je korona bila, pa ni bilo verjetno toliko treningov, so kar vrhunsko prikazali vrhunske tekme. Sej tekem ni bilo, so pa trenirali. Včasih še celo malo tako, so trenirali. Tako da drugo leto pa spet verjetno, ne? Ja, sigurno. Zdaj upamo, če bi lahko bilo tudi evropsko, da bomo zbrali skupaj moč in sredstva, da naredimo evropski pokal. Za jesen pol. Ja, tako verjetno november, december. Eno tekmo slovenskega pokala, eno evropskega. Čakate pol tudi na kakšne imenitne plezalce stojijo? Ja, v tem primeru pride skoraj vsa elita, razen Korejcev. Pridejo praktično vsi, ki kaj pomenijo. Ja, lepo, upam, da uspe, da bomo imeli spet en spektakel več v Domžalah, ne? Jaz tudi upam. Pa hvala za organizacijo, pa srečno. Hvala Domžalam za prostor. No, če smo, potem pa začnimo s podelitvijo nagrad najboljšim in razglasitvijo rezultatov. Spoštovani in spoštovani, preden začnemo ceremonijo s tem protokolom, ki ga bomo danes izpeljali kot sklepno točko današnjega tekmovanja državnega prvenstva v rodnem plezanju, pa mi dovolite, da se v imenu vseh alpinistk in alpinistov AO Domžale poklonimo dvema tekmovalcema oziroma osebama, ki sta alpinističnemu svetu pustila velik pečat iz tega ferajna in jih žal ni več med nami. Vsi se bomo spomnili človeka, ki je tukaj postavljal te smeri, ki je dal tudi ogromno temu tekmovanju, pa ga danes žal ni več med nami. Tako da, preden začnemo, vas lepo prosim, da stoje z minuto molka počastimo spomin na Janeza Svoljšaka in Saša Žitnika. Slava ima! Gremo naprej s podelitvijo. Začnemo v ženski konkurenci. Zaljo bova poklicala tiste po vrsti, ki bodo prišli potem gor od 5. mesta naprej. 8. mesto. Ana Stojanović. 7. mesto. Lucija Liča. 6. mesto. Dejan Čalogović. In zdaj, naj se nam na odru pridruži 5. mesto. Hanna Hutar. Med nami pa pozdravljam tudi podeljevalca, najboljšega letnega plezalca Klemna Premarla. Ja, ne? Ja. Mare, zdaj ti prideš, pomagaš podeliti, ne? Klemen. Kar ostaneš tukaj, Hanna. 4. mesto prejme Marta. Dejan Čokar. Turbo babica. In gremo naprej. Bronasto medaljo 3. mesto dobi Katja Brunec. Kar na 3. mesto gor. Oni dve pa naj tja greta dol. Hvala lepa. Ponovno stanite. Hvala. in 2. mesto. Nadja Korinšak. Bravo, Nadja. Hvala. Hvala, dobro. Evo, izvoli. Hvala. Bravo, Nadja. In 1. mesto, naslov državne prvakinje. Maja Štuštar Habjan.
Še malo nagrad. Videli so? Hvala. Tako? V čast vsem zmagovalkam himna Republike Slovenije. Skupinsko fotografijo naj se še vse ostale tekmovalke pridružijo pod zmagovalnim odrom. Vse tekmovalke, lepo prosim. Bravo, velik aplauz za vse tekmovalke. Hvala lepa. Nadaljujemo s podelitvijo v moški konkurenci. Tokrat začenjamo od zadaj z mestom številka 24. 24. mesto je dosegel Rok Mihovec, 23. Vasilij Vučetič, 22. Marko Žličar, 21. Robert Babič, 20. Aleksa Djurović, 19. Urh Hrovat, 18. Dino Cesar, 17. Rok Janežič, 16. Gašper Čuk, 15. Miha Gašperin, 14. Tom Turšič, 13. Mitja Voršič, 12. Jernej Grobalč, 11. Tilen Kreft, 10. Miha Guna, 9. Blaž Grad, In zdaj 8. mesto in že se nam bo pridružil naslednji tekmovalec, to pa je Nejc Anžlovar. Nejc Anžlovar, pridružil. Kamera, tele. Hvala. Najlepša hvala. 7. mesto. Bor Levičnik. Bravo! Šesto mesto. Sebastian Leskovšek. Peto mesto. Vili Gučak. Legendarni Vili Gučak. Četvrto mesto. Nace Grgorinič. Grgorinič. In zdaj tretje mesto v državnem prvenstvu. Legendarni Tine Sudar. Legendarni!
In drugo mesto prejme Milan Makajovič. In prvo mesto, kdo ali kaj? Marko Gunar. Marko Gunar, novi državni prvak. Evo, še vrh je dolgo. Novo. Hvala, Brankica. In zdaj v čast zmagovalcev himna Republike Slovenije. Čestitke vsem zmagovalcem, zdaj še skupinska fotografija. Vsi tekmovalci v moški konkurenci pridite k zmagovalnemu odru. A si to malo bolj skupaj? Svoj naslednik pa je ajde, še eno veselo! Še enkrat tako zaploskate vsem tekmovalcem. Čakata pa nas še dve podelitvi. In sicer najprej bomo razglasili še najboljše tri v slovenskem pokalu. Najboljši trije v slovenskem pokalu pa so tretje mesto Nace Grgurinič. Nace Grgurinič, tretje mesto v slovenskem pokalu, nek pride gor. Opa! Drugo mesto Tine Sudar. Na drugo. In prvo mesto Marko Gunar. Glavo dol. Na koleno. Tako, še fotografije. In še nismo končali s podelitvami. Kaj pa je? Ne, Munca, ne pobilo. Marko bo ostal še trenutek z nami. Kot glavni organizator bo podelil še dve nagradi. Marko, zaupaj nam katere. Situacija je sledeča.
Pri tej organizaciji sem se odločil, da nagradimo še prvega prijavljenega moškega. To je Nejc Anžlar. In prvo prijavljeno žensko. To je pa Marta Krejan-Čokar. Peter malenkost, ampak prihaja tamle. Bravo za to bunka, da ste bila točna, pa to, ne? Jutri gremo lahko gripe direktno, ne? Vsako tekmovanje je končano takrat, ko rečemo, da je končano. Andrej Pečjak bo tisti, ki bo povedal sklepno misel za tole tekmovanje. Lahko rečemo nestor tega športa pri nas in troje, da ima on zaključno besedo. Z moje strani pa hvala za poslušanje, spremljanje in lep pozdrav ob naslednji priložnosti. Moja sklepna beseda je, da je tekmovanje končano. Pa hvala vsem, ki ste se trudili in malo upanja, da bi na koncu letošnjega leta štartali na še nekakšno večje tekmovanje. Ne? To nekako dajem za razmislek. Kot organizator bi se rad pa vsem zahvalil za udeležbo. Veliko nas je bilo super štimunga, super vzdušje, energija. Vesel, no, da je bil takle odziv. Hvala vsem, ko ste sodelovali, teh je veliko in zdaj ne bom z glave našteval, ampak the best, vesel. Pa predvsem gre za to, da se družimo, malo okrepimo vezi, se malo bolj spoznamo, tako da upam, da še malo ostanete, še spijemo kako cedevito ali pa karkoli drugega. Pa da se zavedamo, ko imamo v bistvu, koliko nam je fajn, ne, druge po svetu, vse veste, sami so mrske kakve take situacije. Mogoče je zdaj taka pozitiva na kupu, da če smo za en vzklik veselja, ene pozitivne energije, ko jo pošljemo, da se to malo razporedi še drugod po kontinentu, ne. Ajde, 3, 4...